Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V današnji pravljici bomo spoznali prikupnega petelinčka, ki se je zaljubil. A vendar je njegova izbranka precej drugačna. Ker pa pregovor pravi, da ljubezen ne pozna meja, verjamem, da sta zaljubljenca srečna še danes. Sedaj pa predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo čudoviti slovenski pravljici z naslovom Petelinček se zaljubi. Za kurnikom je bila mlaka, ki sta jo obraščala močvirska trava in trstičje. Tam so gnezdile race s svojimi mladiči. Na pomlad je petelinček opazoval, kako je mama raca učila svoj zarod plavati. Ni mu šlo v glavo, kako jim to uspe. Saj je že večkrat poskušal, a se je zmeraj, ko je krempeljce pomočil v vodo, kar naježil od mokrote. Da bi stopil malo globlje, niti pomisliti ni upal. Račke pa so plavale z ene strani mlake, na drugo stran, se potapljale in veselo gagale. Na suhem so nato otresale svoje perutničke, da so kapljice pršile vse naokoli in poškropile tudi petelinčka. Le kako lahko tako majhne plavajo kar čez celo mlako? Se je na glas spraševal petelinček. Mama ga je potem poučila, da račke nimajo krempljev, ampak plavutke, s katerimi odrivajo vodo in drsijo po gladini. Kokodak, med tvojimi kremplji ni plavalne kožice, zato ti noga potone. Kure pač ne znamo plavati. Petelinčku ni dalo miru. Še in še je hodil opazovati račke in upal, da se bo morda le lahko tudi sam naučil plavati. Tuhtal je o tem, medtem ko jih je občudoval, kako so z vsakim dnem znale kaj novega. Potopile so svoje kljunčke in glave globoko pod vodo in z dna nabirale hrano. Minili so tedni, a petelinček kljub želji, da bi splaval, ni zmogel moči stopiti v globljo vodo. Gaga, si pa res zabaven, ga je nekega dne ogovorila račka. Saj vem, jo je sramežljivo pogledal od strani. Tako rad bi se naučil plavati. Plavanje je najbolj enostavna reč na svetu, mu je zatrdila račka. Naučila te bom, preden prešteješ do 3, je bila prepričana. Toda v naslednjih dneh je ugotovila, da ne bo šlo tako zlahka. Petelinček se je bal, da ne bi utonil. Zato sta se na bregu mlake raje pogovarjala. Račka mu je pripovedovala, kdo vse živi v vodi, kakšne so poti med travo in trstičevjem, pa tudi o tem, kakšen je svet pod vodo. Vsak dan je petelinček komaj čakal, da vidi račko. Ko je plavala čez mlako, mu je srček začel hitreje biti in zdelo se mu je, da niti ena putka na tem svetu ni tako lepa, kot je ona. Nekega dne ji je to tudi povedal. Veš, tako lepa si kot sonce. Edino sonce je še take barve. In če se sonce skrije za oblake in ti priplavaš, se zdi, da je posijalo drugo, še lepše sončece. Tudi jaz sem vesela, ko te zagledam na bregu in vem, da me čakaš, mu je odvrnila račka. Občudujem tvoje pisane barve in rdeč grebenček na glavi. Noben racak ti ni podoben. Petelinček se je zvečer ves blažen vračal v kurnik. A preden je vstopil, je zaslišal kokoši, kako so opravljale. Naš mali se je zaljubil, je izkokodakala ena. Ja, na ves glas se ji dobrika, kako lepa je.
Lepa si kot sonce, je druga oponašala petelinčka, visoko dvignila kljun in se je kokodajsajoče zahihitala. Ljubezen je slepa, je zakokodakala tretja. Bo že še spregledal, da ni prava zanj. Ljubezen je kot voda, nevarna, če ne znaš plavati, je modrovala stara kokoš. In naš petelinček zagotovo ne zna plavati. Kokodak, kokodak, je hripavo dodala. Sklonjeno glavo je stopil k mami. Sram ga je bilo, da so ga spregledale. Pa, nikar se ne oziraj nanje, ga je mama potolažila. Najlepša na svetu je prav ljubezen, saj v srce pripelje nekaj lepega, ga napolni srečo in veseljem, je zasanjeno zavzdihnila. Pa boš videl, pa da boš vedel, ljubezen lahko gore premika, mu je pomežiknila. Tega petelinček ni povsem razumel, a je pomirjen in srečen potonil v globok sen. Drugo jutro, takoj ko je odpel svoj jutranji obred na plotu, je odhitel do Mlake. Osupal je tam zagledal Račko. Danes sem te pa prehitela, ga je veselo pričakala. Imam prav posebno presenečenje zate. Pridi, ti pokažem. Zaplavala je čez Mlako, petelinček pa je stekel okoli na drugo stran. Tam je Račka iz trstičja potegnila majhno leseno korice, na katerega je bila pritrjena vrvica. Prosim, vstopi v čolnič, ga je povabila. Čeprav se je čolniček zamajal, je petelinček pogumno stopil van. Račka je s kljunčkom prijela vrvico, zaplavala in čolniček s petelinčkom povlekla vse do srede Mlake. Potem pa je plavala od enega brega do drugega, pa počez in nazaj in še in še. Oba sta neznansko uživala in petelinček je zdaj vedel, zakaj ljubezen gore premika. Prav zares čudovita pravljica, kaj ne? In še res je, ljubezen ne pozna meja. In vse pohvale petelinčku, da je odlično prenesel zbadeni kokoši iz kurnika, te pa seveda Rački, da je razrešila težavo s petelinčkovim strahom pred vodo. Res, izjemna pravljica o ljubezni, ki premika celo gore. Bravo! In kot sem rekla, verjamem, da zaljubljenca še sedaj srečno živita in uživata. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni ljubezensko obarvani pravljici z naslovom Zaljubljeni žabec. In naj vam prišepnem, tudi žabec se je zaljubil v Račko. Prijazen pozdravček vsem in iskrena hvala, da s takšnim navdušenjem spremljate pravljice v mojem knjižnem kotičku. Lepo se imejte. Čau, čau. Ja. Čudovita pravljica, ne? Bravo, Račka. Pozdravljeni, dragi otroci. Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Tokratna pravljica je ena izmed najljubših pravljic deklice po imenu Viktorija. Njena mamica mi je poslala prijazno sporočilo željo, da preberem Viktorijino najljubšo pravljico o kokoški. Sedaj pa predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo irski ljudski pravljici z naslovom Rdeča kokoška. V hišici sredi gozda so živele mačka, miška in rdeča kokoška. Mačica je spala v beli košari, miška v globoki luknji, rdeča kokoška pa na visoki kurji gredi. Nekega jutra se je rdeča kokoška zbudila in vprašala: Kdo bo vstal in zakuril v peči? Mjav, jaz že ne, je zamjavkala mačica. In jaz tudi ne, je zacvilila miška.
Bom pa sama zakurila, je rekla rdeča kokoška in stala ter zakurila v pečici. Ko je ogenj zagorel, je rdeča kokoška vprašala: Kdo bo pometel sobico? Jaz že ne, je rekla mačica. In jaz tudi ne, je zacvilila miška. Bom pa sama pometla, je rekla rdeča kokoška, vzela metlo ter pometla sobico. Ko je rdeča kokoška pometla, je vprašala: Kdo bo skuhal zajtrk? Jaz že ne, je zamjavkala mačka. Jaz tudi ne, je zacvilila miška. Bom pa jaz skuhala zajtrk, je rekla rdeča kokoška in odšla k pečici ter skuhala zajtrk. Ko je rdeča kokoška skuhala, je vprašala: Kdo bo zajtrkoval? Jaz, je zamjavkala mačica. Jaz tudi, je zacvilila miška. Ne, vse bom sama pojedla, je rekla rdeča kokoška. Le če mi obljubite, da mi boste odslej pomagali, vam bom dala zajtrk. Obljubim, je pohitela mačica. Obljubim, je cvilila miška. Rdeča kokoška se je usmilila in jo obe povabila k mizi. Ko so pozajtrkovale, je rdeča kokoška pogledala skozi okno. In koga je zagledala na gozdni stezi pred hišico? Lisico. Kokodak, lisica prihaja, je kokodajsnila in sfrčala na kurjo gredo. Mjav, lisica prihaja, je zamjavkala mačka in se zvila v košari. Lisica prihaja, je zacvilila miška in se skrila v luknjo. Lisica je prišla v izbo. Dobro jutro, miška. Dobro jutro, mačica. Dobro jutro, rdeča kokoška. Katera od vas me bo popraskala po hrbtu? Jaz že ne, je zamjavkala mačica. Jaz tudi ne, je zacvilila miška. Te bom pa jaz popraskala, je rekla rdeča kokoška in je popraskala lisico. Praskala je in praskala po celem hrbtu, od repa do ušes. Ko je pripraskala do ušes, je lisica stegnila taco, zgrabila rdečo kokoško, jo vrgla na tla in nato potlačila v vrečo. Kdo mi bo pomagal? Je kričala rdeča kokoška iz vreče. Jaz ne, je zamjavkala mačica in se potuhnila v košarici. Jaz tudi ne, je zacvilila miška in se stisnila v luknji. Sta mislili, da se boste tako rešili, a jima ni nič pomagalo. Lisica je skočila, vzela mačico iz košarice in zbezala miško iz mišje luknje. Nato je vrgla obe v vrečo k rdeči kokoški. Vreče je obesila čez ramo in stekla proti domu. Tistega dne je bilo zelo vroče. Lisica se je utrudila in vreča s kokoško, mačico in miško se je zazdela strašansko težka. Vrgla jo je na tla, se ulegla v senco in zaspala. Komaj je lisica zaspala, je rdeča kokoška potegnila izpod perutnice škarje, iglo in nit ter vprašala: Kdo bo strigel s škaricami? Jaz, je rekla mačka. Jaz tudi, je rekla miška. In tako so z vsemi močmi raztrgale vrečo ter skočile iz nje. Ko so bile zunaj, je vprašala rdeča kokoška: Kdo bo prinesel kamenja? Jaz, je rekla mačka. Jaz tudi, je rekla miška. In je prinesla vsaka po en kamen in vse tri so dale v vrečo. Ko so bili kamni v vreči, je vprašala kokoška: Kdo bo zašil vrečo? Jaz, je rekla mačica. Jaz tudi, je rekla miška. Mačica, miška in kokoška so zašile vrečo in stekle proti domu. Od takrat sta mačica in miška zmeraj pomagale rdeči kokoški. Kaj pa je naredila lisica, me boste vprašali? Čez nekaj časa se je zbudila, zgrabila vrečo, jo vrgla čez ramo in se napotila proti domu.
Saj sem se vendar spočila in naspala, si je rekla. Pa se mi zdi ta vreča zmeraj težja in težja. Ko je prišla domov, je že vdaleč klicala. Gospa Mati, pristavite na ognjišče naš stekleni lonec, večerjo prinašam. Gospa Mati je pristavila na ognjišče stekleni lonec, vanj nalila vode in prižgala ogenj. Ko je voda zavrela, je lisica z vrečo splezala na streho in jo odvezala natanko nad ognjiščem. Mačica, miška, rdeča kokoška, poberite se v lonec, je še zakričala in stresla vrečo. Gori. Namesto mačke, miške in rdeče kokoške so skozi dimnik na ognjišče padli 3 veliki kamni. Stekleni lonec se je zdrobil na 1000 črepinj. Gospa lisica Mati, ki je stala pri ognjišču, se je razjezila. Stekla je na dvorišče, sezula coklo in jo zalučala v lisico pri dimniku. In tako je lisica dobila 2 bunki. Eno tam, kamor jo je zadela cokla, drugo pa tam, kjer je treščila na dvorišče. O, ti lisica ti. Ja, pregovor pravi, kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade. Sicer lisica ni nikamor padla, a njena zvita ideja žal ni obrodila sadov. In ste videli, kako so kokoška, mačka ter miška ukanile lisico. Prav neverjetno. In še dobro, da sta mačka in miška spoznali, da bo potrebno združiti moči. Namreč poprej sta se kar pustili razvajati, kaj ne? Ampak se mi pa zdi, da kokoška, miška in mačka še danes lepo živijo ter prijateljujejo. Viktorija, iskrena hvala za idejo o simpatični ter poučni ljudski pravljici. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še pravljici Nauči se poslušati s kokoško Minko, ki predstavi zgodbo o klepetavi kokoški, ki jo je prebral Lovro. Prijazen pozdrav Viktoriji ter seveda vsem ostalim poslušalcem, ki tako radi prisluhnete pravljicam v mojem knjižnem kotičku. Lepo se imejte, uživajte in ne pozabite držati skupaj s svojimi prijatelji. Čau, čau! Slogi je mučka, ne? Pozdravljeni, dragi otroci! Veseli me, da smo ponovno skupaj v mojem knjižnem kotičku. Danes imam pa za vas kokošjo pravljico in ta kokoška zelo rada govori. To je moja sestrica Lili, ki ima zelo rada konje. Izvoli! Udobno se namestimo in prisluhnemo pravljici. S kokoško Minko. Kokoška Minka je zelo dobrega srca. Ima kup prijateljev in zelo rada se igra z njimi. Težava le v tem, da veliko preveč govori. Kokodak, ta in ta je naredil to, pa to, kokodak, ta in ta hodi vsak dan, tja pa tja, kokodak. Nekega dne njenim prijateljem tega dovolj. Minka, nehaj, ušesa naj že bolijo od tvojega večnega kokodakanja. Naslednje jutro se odpravijo loviti ribe. Minka bi po vsej sili šla rada z njimi, a jo zavrnejo. Daj no, Minka, saj nam boš pregnala vse ribe. Minka vsa nesrečna sede na klop. Mimo pride konj blisk. Vprašajo, kaj je narobe, Minka, da si tako potrta. Prijatelji me nočejo vzeti s seboj na ribolov. Pravijo, da bom preplašila vse ribe. Si pomislila na to, da mogoče govoriš preveč glasno? Saj niso vsi gluhi, kakor osliček Pepe. Res ni nobene potrebe, da se tako dereš. Blisku se nesrečna Minka zasmili in da bi jo potolažil, jo povabi na sprehod ob potoku. Poglej, krab, Piko je tukaj, sklikne Minka. Uboga stvarca usta odpira, govoriti pa ne more.
Čakaj, pokažem ti. Zdravo, Piko. Piko poskuša odzdraviti. Ali znaš govoriti? Vidiš, nobenega glasu ne daš od sebe. Blisk se zasmeje. Po moje si pa ti gluha. Saj za hip utihni in poslušaj. Zdravo, Minka, da znam govoriti, nisem nem, pove Piko. Minka ne more verjeti svojim ušesom. Saj sem ti hotel povedati, pa kaj, ko nikoli ne poslušaš. Minka od sramu zardi. Malo naprej Blisk in Minka srečata miško Alijo. Minka se obrne k konju in reče: Poglej, Alija je tukaj. Ali veš, da mi je prijateljičine prijateljice povedala, da nosi babičine spodnjice? Blisk odgovori: Ni lepo, da trosiš naokrog govorice, ki spravljajo druge v zadrego. Predstavljaj si, da sem te zalotil, kako poljubljaš fotografijo nekoga, ki ti je pri srcu. Bi ti bilo všeč, če bi šel in to vsem razbobnal? Oh ne, tega pa res ne bi hotela. Kakšna je ta Minka? Čez nekaj časa prijatelja naletita na kozlička Dina. Zdravo, Dino, ga pozdravi Blisk. Kako ti gre? Malce slabe volje sem, ker ne najdem. Minka ga prekine. O, piščane Čivko je bil zjutraj tudi strašno slabe volje. Spet poskuša Dino, tudi Čivko je nekaj izgubil. Minka spet poseže vmes. Dino prekipi. Vzame lepilni trak in ga ovije Minki okrog kljuna. Potem se zasuka na petah in odkoraka. Na, pa si dobila svoje, kaj si mu pa kar naprej skakala v besedo. Ha, 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 se ji zasmeje Blisk. Naslednji dan gresta Minka in Blisk skupaj loviti ribe. Minka je tiho kot miška in po sreči se ji ujeti veliko rib. Ponosno se vrne med prijatelje. Vidite, jim reče, naučila sem se, kako držati kljun zaprt, kadar je treba. No, Minka, si se danes česa naučila? Odslej bom vsakokrat poizkusila prisluhniti drugim, ker imajo pogosto kaj zanimivega povedati. Blisk reče: Nehati se moraš zmordovati nad tem, kaj drugi počnejo in kako živijo. Minka reče: Da opravljanja niti ne omenimo. Blisk reče: In odvaditi se moraš skakanja drugim v besedo. Drugače ti bo spet kdo zalepil kljun, da boš slednjič vendar že tiho. Evo. Tale pravljica je pa res smešna. Kako je bila pa tebi všeč, Lili? Glede na to, da ti tudi veliko govoriš, tako kot kokoška Minka. Zelo super. Ja, res je. Ti tudi veliko govoriš. Ja. Ja, včasih je pa treba malo govoriti. In otroci, ne skakajte drugim v besedo in ne govorite veliko. Ti pa tudi, veš? Ja. Upam, da vam je ta pravljica bila všeč in prisluhnite še kakšni, ki jo bom pripovedoval z mojo sestrico Lili. Do takrat pa Minkin, čau, čau! Pojdiva, Lili. Pozdravljeni, dragi otroci. Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Tudi v današnji, malce ljubezensko obarvani pravljici bomo spoznali kokoško, ki se je zaljubila v petelina. A ostale kokoši niso želele ostati brez petelina, zato so se odločile, da se bodo tudi one potrudile za petelinovo naklonjenost. Me prav zanima, kako se bo vse skupaj končalo in kako se bo na vso zmešnjavo odzval petelin. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo slovenski pravljici z naslovom Ko se kokoška zaljubi v petelina.
Odkar je kokoška Tina znesla 2 jajci hkrati, je bila v kokošnjaku najpomembnejša kokoš. Pri vsem je imela glavno besedo. Dajala je navodila in delila nasvete. Nekega dne je tako kokoškam razglasila, da se je zaljubila v petelina Pepina. To je pomenilo, da se bo za kokoške v kokošnjaku marsikaj spremenilo. Da pa ne bi ostale brez petelina Pepina, so kokoške na tihem sklenile, da se bodo za njegovo naklonjenost še posebej trudile. Na jedilniku kokoške Lize so se odslej znašle le mravlje, pajki in čorvi. Obilna mesna prehrana je ključ do zdravja, je znala reči kokoška Liza petelinu Pepinu, ko mu je prinesla obilno kosilo. Nasprotno pa je kokoška Mici prav zaradi Pepina postala vegetarijanka. Jedla je le koruzo in solato. Zdravo jem in zdravo mislim, si je ponavljala vsakič, ko jo je zamikal mesni prigrizek. Upala je, da si bo s sijočim zdravjem pridobila Pepinovo naklonjenost. Kokoška Brina je 3-krat na dan dvigovala uteži, medtem ko je Rjavka na dan pretekla kar 5 kilometrov. Za lepoto je treba potrpeti, sta si prigovarjali Brina in Rjavka, ki sta računali na to, da bo Petelin Pepin opazil njuno športno postavo. Amalija se je začela ukvarjati s prav posebno telovadbo, ki se ji reče joga. Je neprestano ponavljala in vztrajala v vseh mogočih in nemogočih položajih, ter bila prepričana, da bo takšno početje, če drugega ne, vsaj pritegnilo Pepinovo pozornost. In ker so imele vse kokoške ogromno dela same seboj, je kokoški Tini ostalo več kot dovolj časa za druženje s petelinom Pepinom. Nenehno mu je bila za petami in niti za trenutek ga ni izpustila izpred oči. Njemu pa se niti sanjalo ni, da ga je kokoška Tina hotela imeti le zase in da jo je razglasila za par. Opazil pa je, da mu je sledila na vsakem koraku, kar mu ni bilo prav nič všeč. In še marsikaj drugega ga je motilo. To, da so se kokoške cele dneve posvečale predvsem sebi. Kikiriki, presnete kokoši, je jezno kikirikal Petelin. V kokošnjaku se nekaj dogaja. Toda kaj? Se je glasno spraševal in pri tem tako grdo pogledal kokoško Tino, da bi ta od strahu skoraj omedlela. Ne bi ti znala odgovoriti, se je Tina izmikala odgovoru. Na drugem koncu kokošnjaka je zagledal Brino, ki je dvigovala uteži. Zakaj pa to počneš? Je vprašal Petelin Pepin. Da bo moje telo lepo in čvrsto, mu je odgovorila Brina. Potem je zagledal Rjavko, ki je že 3. pritekla mimo kokošnjaka. Danes še nisi znesla jajca, zakaj tekaš naokrog? Zdrav duh v zdravem telesu, je zaklicala Rjavka, ne da bi se ustavila. Kokoška Mici je ves dan iskala koruzo, kokoška Liza pa je kot mačka na miši prežala na čorve. Petelinu Pepinu je bilo vsega dovolj, zato je zakikirikal tako glasno, da bi kmalu strehe kokošnjaka popadala vsa opeka. Njegovo glasno kikirikanje je privabilo tudi kokoši in peteline iz sosednjih kokošnjakov. Ja, kaj pa se je zgodilo? So prestrašeno spraševali Petelina Pepina, ki se še vedno ni pomiril. Nobena kokoš ne nese več jajc, se je razburjal. Mici vegetira, Lizi se s črvi nažira in Brina, se ne boste verjeli, ta kokoš dviga uteži. Rjavka okrog kokošnjaka drvi, čeprav je njeno delo, da jajca vali. In Amalija, ta presneta kokoš, pravi, da meditira. Tina pa, kot da je kokoš brez spomina. Nenehno mi sledi in me ne izpusti izpred oči. In tole, je jezno kikirikal Petelin Pepin, je pravi svinjak. In pokazal na njihov kokošnjak. Neumnice, neumne, so se zgražale kokoši iz sosednjih vasi. Nič ne moremo za to, če se je kokoška Tina zaljubila v našega Petelina.
jih je v imenu vseh branila kokoška Liza. Nobena kokoš ne sme ostati brez petelina, je zakrikal najstarejši izmed petelinov, Petelj in Petrin. In če ne boste nesle jajc, se vas bo gospodarica znebila. Kaj sem storila? Je skesano zakokodakala kokoška Tina, ki je bilo žal, da je zaradi svoje zaljubljenosti povzročila tolikšno zmedo. Tudi druge kokoške so priznale, da so nespametno ravnale in bi zaradi tega prav lahko ostale brez glave. In ker se je na koncu vse srečno končalo, se je tudi Petelj in Pepin hitro pomiril in kokoškam velikodušno oprostil. Na tihem pa jim je priznal, da so prav lepih postav in bistrih glav. Je kako zabavna in zanimiva pravljica, kaj ne? Ja, kokoške so bile pa res izvirne. Vsaka posebej je bila nekaj posebnega. Prav neverjetno, na kakšne načine so želele očarati Petelina. A Petelj in kljub temu ni ugotovil, čemu se v kokošnjaku dogajajo spremembe. No, a na koncu so se kokoši upravičile za zmedo, Petelj pa jih je celo pohvalil. Super pravljica, kaj ne? Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni slovenski, ljubezensko obarvani pravljici z naslovom Petelinček se zaljubi. Prijeten pozdravček prav vsem. Lepo se imejte. Čau, čau. Zaljubljene kokoške. Prav luštne sta bile. Pozdravljeni, dragi otroci. Prijazno dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnja pravljica bo nekoliko skrivnostna. Namreč zajček si želi, da bi mu putka znesla jajce. Putka je še premajhna in ne zna nesti jajc. In bo uspelo priti do jajčka. Prav tako pa me zanima, zakaj si zajček želi jajček in kaj bo z njim počel. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Bravo, putka. Nekega lepega pomladnega dne je priskakljal zajček mali putki in jo poprosil: Znesi jajček zame. Jaz, se je začudila putka. Jaz še ne znam nesti jajc, premajhna sem. Ampak če res potrebuješ jajce, povprašajva konja. Pozdravljen, konj. Znesi jajce za naju. Ihaha, jaz ne nesem jajc. Mene so določili za ježo, ne za jajca, je razložil konj in glasno zahrzal. Pridi, zajček, vem, koga lahko še vprašava. Prijaznega, okroglega prašiča. Ljubi pujsek, ali bi lahko ti znesel jajce za naju? Jaz vendar ne znam nesti jajc. Jaz skrbim za svoje male pujske, ne pa za jajca, je pojasnila mama pujska in zadovoljno zakrulila. Pridi, zajček, če hočeva dobiti jajček, prosiva zanj dobrodušno ovčko. Ljuba ovčka, znesi, prosim, jajček za naju. Jaz ne znam nesti jajc. Kmetu dajem volno, ne jajc, ju je poučila ovca in glasno zablejala. Hvala, ovca, bova pač vprašala še kravo. Dober dan, ljuba krava. Bodi tako prijazna in znesi jajce za naju. No, jaz vendar ne znam znesti jajca.
kmetu daje mleko, je rekla krava in zadovoljno zamukala. Bova pa vprašala še krta. Pozdravljen, veseli črnušček, bi nama lahko brz nesel jajce? Jaz? Jaz vendar ne nesem jajc. Ne hitro, ne počasi. Jaz rijem pod zemljo in kopljem rove. Vesta kaj, oglasita se pri volku. Beživa, je zgroženo zacvilil zajček. In odcvrla sta jo čez drn in strm. Mala putka je stekla k kokošim. Ljube kokoške, brz nesite jajček zame, je poprosila skoraj brez sape. Kokodak, mi? Zakaj pa mi? Dovolj velika kura si že, da si lahko sama zneseš svoj jajček. Malo se potrudi, napni vse moči, pritisni. In uspelo je! Zajček, je ponosno kokodakala srečna kokoška. Zajček, zate sem znesla jajček, moj prvi jajček. Zajček je poskočil od veselja in vzkliknil: Bravo, putka! Zakaj pa pravzaprav sploh potrebuješ jajček? Je radovedno vprašala mala kokoška. Zajček se je navihano namuznil in šepnil: To ti ljuba velika putka, to je pa moja skrivnost. Ja, kako skrivnosten je tale zajček. Ampak otroci, poglejte. Samo poglejte, česa se je lotil zajček. Bravo, zajček, in seveda bravo, putka. Namreč brez tebe jajčk ne bi bilo. In zajček ne bi mogel barvati jajčk ter pripraviti velikega presenečenja. Luštna pravljica, kaj ne? Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še mnogim drugim pravljicam, tako o zajčkih kot o kokoškah. Le malce pobrskajte in zagotovo boste našli še kakšno pravljico. Lepo se imejte, meni pa se malenkost mudi. Namreč zajček me je spomnil, da moramo tudi v naši družini na naraven način pobarvati jajčka. Že hitim, lepo se imejte in se kmalu spet poslušamo. Čau. Bravo, putka, super si. Evo, zdaj grem pa še jaz hitro pobarvat pirhe.